Prvo bo predstavil Uroš Rosa iz podjetja Akrapovič d. d. in sicer razvoj izdelkov in tehnologij v podjetju Akrapovič. Uroš Rosa je začel svojo strokovno pot kot mladi raziskovalec na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. V času študija in zaposlitve je vodil študentski razvojni projekt Student Roadster in razvoj izdelave prototipa športnega vozila. Po zaključku doktorata s področja termomehanskega utrujanja se je zaposlil v podjetju Akrapovič d. d. kot projektni vodja avtomobilskih in spušnih sistemov. Sodeloval je pri mnogih projektih tako za lasten aftermarket, kot tudi za prvo gradnjo za priznana avtomobilska podjetja. Po 2 letih je prevzel vodenje in postavitev oddelka raziskav in testiranj, nato nadaljeval kot tehnični direktor, katerega funkcija je pokrivala razvoj in raziskave, tehnologijo in proizvodnjo. V letu 2012 se je strokovno izpopolnjeval na priznani šoli INSEAD v francoskem Fontainebleau. Od konca novembra 2012 je na mestu izvršnega direktorja podjetja Akrapovič d. d. Uroš, prosim. Okej. Aha, saj ima tle, samo moment. Da, preklopim na drug mikrofon, bo mogoče lažje. Okej. Dela? Bo? Okej. Telefon sem ugasnil, tako da ni tukaj, nekaj drugega mora motiti. Okej, dober dan še v mojem imenu, hvala za uvod. Namen moje predstavitve v bistvu ni tako ostro tehničen, ampak gre bolj za eno splošno predstavitev, kako je v podjetju Akrapovič potekal razvojni proces izpušnih sistemov in tehnologije, katere smo vpeljali tekom let za to, da pokrivamo ta področja, ki jih dandanes. Najprej nekaj tehničnih problemov še, ker zadeva ne dela. Tako da. Saj, če ne mi dajte miško, pa bo. Porodne težave. Okej, v redu, bomo pa se prilagajali. Okej. Dobro. Spremembe so gonilo napredka, pravijo, no, tako da so konstantne spremembe tudi tukaj. Nekaj splošnega o podjetju. Podjetje verjetno, po mojem, vsi poznate vsaj v grobem, ustanovljeno v leta 1990. Ustanovil ga je gospod Igor Akrapovič, takrat je bilo v bistvu podjetje z 2 zaposlenimi, enim plus še enim delavcem v proizvodnji. Osnovalo se je na neke vrste tuningu in dodelavi športnih motorjev, motociklov, šlo je za dodelave in agregatov in kasneje tudi izpušnih sistemov. Danes, leta 2014, zaposlujemo 550 ljudi, približno, na 2 lokacijah proizvodnih. Ena lokacija, ta glavna, kjer je tudi sedež podjetja v Ivančni Gorici, druga lokacija je v Podpeči, to je Kamnik pod Krimom. V Ivančni Gorici je razvoj, tehnologija, administracija, vodstvo podjetja, del izpušnih sistemov, kar se tiče proizvodnje. V Kamniku pod Krimom pa imamo proizvodnjo kompozitov, cevarno, strojno obdelavo, končno skladišče in odpremo. Zadnji nakup je bil leta 2012, ni stavbe še narisane, ker nismo se še vselili v nove prostore. Je šlo pa za nakup proizvodne hale bivšega Danfoss kompresorja v Črnomlju. To je proizvodnja hala, kjer ima približno 14.500 kvadratov in v naslednjih, dajmo reči, 3-4 letih imamo v planu kompletno proizvodnjo izpušnih sistemov preseliti na drugo lokacijo. Tako da bo v bistvu v Ivančni Gorici ostal razvoj, ostalo bo vodstvo, livarna titana in mehanska obdelava, orodjarna, predserija, tako da ta razvoj izdelkov in procesa ostaja v Ivančni Gorici. Sama proizvodnja obrati se vsi selijo pod eno streho v Črnomelj. To je v roku 3-4 let. Trenutno je notri še podjetje Sekop, ki je najemnik prostorov, tako da ko se z njimi zgodba zaključi, pač mi vstopamo, oni pa v tem času bojo selili proizvodnjo na Slovaško. To je
zadnja stavba, no. Kdor je iz okolice Črnomlja ali pa se je kdaj v Danfosu, kompresorju, pozna te prostore. Podjetje ima 4 stebre produktov, če lahko tako rečem. Gonilno pa največji delež še vedno pokrivajo motoristični spušni sistemi. Tukaj gre tako za našo lastno blagovno znamko, ki jo prodajamo preko naše prodajne mreže. Trenutno pokrivamo 68 držav po svetu, od Evrope, Azije, Južne Amerike, Severne Amerike. Se pravi, prisotni smo na vseh kontinentih z lastno blagovno znamko in lastno prodajno mrežo. Poleg tega pa delamo tudi z dobavitelji, oziroma mi smo dobavitelj naših sistemov za motoristična podjetja, BMW, Yamaha, Kawasaki, Aprilia, karkoli, in pa za avtomobile, tudi za Porsche, za BMW in tako naprej. Tukaj so pa 2 zgodbe. Ali smo kot dobavitelj za prvo vgradnjo, ali smo pa kot dobavitelj za njihovo dodatno opremo, kjer pa vedno prodajamo produkt za blagovno znamko. Naša strategija ni nikoli bila, pa tudi dolgoročno ne bo, prodajati samo nek skrivni komponent, biti nek skrit dobavitelj nečesa, ampak prodajamo produkt z znamko in z celotnim paketom, kar to pač prinese. In stranke zaenkrat še to zelo cenijo in razumejo blagovno znamko tudi kot neko dodano vrednost za njihov produkt. Ne pa kot nekaj, kar je boljše skrit, ampak nekaj, kar je boljše pokazati. Spravi, motoristični spušni sistemi, avtomobilistični spušni sistemi, tukaj je primer spušnega sistema za Ferrari 458 Italija. Deli iz kompozitov, kompozitne dele, se pravi kompoziti iz karbonskih vlaken, se uporabljajo kot deli za komponente spušnih sistemov, za določene segmente pa tudi delamo za prvo vgradnjo pa dodatno opremo, recimo za BMW, razne zaščitne boke in podobno, ampak vedno gre za neke omejene serije. Ni ena glavnih stebrov, je bolj kot ne bom rekel neka spremljevalna dejavnost, ki ob določenih tržnih priložnostih je tudi nekoliko bolj specifična za določene stranke. No in zadnje področje, ki smo ga začeli razvijati, je pa livarna titana. Tukaj gre za precizijsko litje titana. Zdaj, koliko vam je tehnologija poznana, ne vem, je pa logika zelo enostavna. Tule so voščeni modeli, kjer se potem namakajo v različne nanose keramike, tam nekje 14 do 16 različnih nanosov keramike. Vosek potem se izteče v peči, zadeva se ustrezno, bom rekel, zaščiti, zadela in potem se to v vakuumu centrifugalno titan odlije. Zakaj vakuum? Zato, ker titan je izredno dovzeten do oksidacije pri visokih temperaturah in ta tehnologija pač to zahteva. Kako smo sploh prišli do livarne titana? Ta glavna ideja je bila po reciklaži lastnega tehnološkega odpadka v proizvodnji. Se pravi, vse, kar je bilo odrezov iz cevi, pločevine po preoblikovanju in tako naprej. Smo rekli, ok, to bi bilo fajn še enkrat reciklirati, pa uporabiti za določene komponente izpušnih sistemov, kjer so neke kompleksne oblike in ne moremo z drugimi tehnologijami zadeve narediti. To je bila ena zadeva, druga zadeva je bila pa pač za samo diverzifikacijo produktne palete in vstopov v druge trge. Tukaj govorimo o trgih medicine, medicinske opreme, aviacije in na področju livarne imamo že tudi nekaj poslov za medicinsko opremo. Tukaj gre za neka ohišja, za medicinske aparate in letos imamo v planu oziroma poteka certifikacija livarne po letalskem standardu tudi za EN 9100, kar je pač en predpogoj, da lahko si dobavitelj tudi za neke manjše komponente za letalsko industrijo. Glavni poudarek v bistvu je na materialih, katere mi uporabljamo. V samem začetku, če gledam čez zgodovino, seveda je bilo najprej uporabljeno za izpušne sisteme pa druge aplikacije nerjaveče jeklo, potem zelo zgodaj je pa prišlo do tega, da smo začeli uporabljati titan. Zdaj, zakaj titan? To je bilo ena tako čudno vprašanje. Takrat v bistvu titan izpušnih sistemov, če govorimo 15, 17, skoraj 20 let nazaj, jih praktično na trgu ni bilo. Vsi vemo, da titan je bistveno lažji kot nerjaveče jeklo, korozijsko je odlično obstojen, boljšega korozijsko obstojnega materiala v bistvu ni. Glavni problem titana je pa njegova temperaturna obstojnost. Zato se je v res prvih korakih razvoja podjetja začel uporabljati titan v bom rekel, kot čisti titan, pure titan, tako imenovan grade 2,
To je v bistvu 99,9% čisti titan, ki je pa temperaturno zelo slabo obstojen, tam nekje do 340 stopinj, več pa tudi ne. Nekaj o legurah bom še v nadaljnjem povedal. Titan, se pravi, titanove legure za visokotemperaturne aplikacije so ena stvar, ki je v bistvu glavni, če lahko rečem tako, tehnološki zaklad podjetja in obvladovanje teh legur. Druga zadeva, kot sem že prej omenil, je precizensko litje titana. Smo še dosti, če lahko rečem, na začetku, ampak tako nekem dosti hitri ekspanzijski dobi na tem področju. Nerje, večje jekla so vsem dobro poznana, potem imamo pa še jekla oziroma legure na osnovi nikla, tukaj pa gre predvsem za Inconel. Par besed je vredno se ustaviti pri samih materialih pa pri lastnostih. Kot sem že omenil, začeli smo kot vsi v štartu z čistim titanom. Zdaj, sama predstavitev je v angleščini, zato ker so mi nekako rekli, da zna biti še tuje občinstvo, potem sem rekel, bo predstavitev, slajdi bojo v angleščini, govorimo v slovenščini, tako da bomo se skoraj vsi razumeli. Kljub temu, da imamo prevajalce. No, se pravi, zdaj, če se vrnem nazaj na to, ta glavna zadeva je titanove legure. Mi imamo v uporabi praktično striktno samo patentirane titanove legure. Te titanove legure so bile razvite skupaj z našimi partnerji. En velik dobavitelj je iz ZDA, dva sta pa z Japonske. Tako da dejansko imamo mi z njimi skupen razvoj novih legur. Oni razvijajo kemijo, oni naredijo metalurški del, istočasno pa potem mi testiramo pa evalviramo njihove legure v realnem okolju. Se pravi, izpušni sistemih ali bodisi na tekmovanjih, ali bodisi na avtomobilih, ali bodisi v nekih drugih testnih pogojih. In prednost teh legur je dejansko to, da imajo zelo dobro temperaturno obstojnost, tam do 850-900 stopinj. Kar je pa za titan zelo, bom rekel, bolj kot nekaj zelo neobičajnega. In dostikrat tudi, če se pogovarjam z ljudmi iz avtoindustrije, reče, ja, titan, sej to je zelo fajn, ampak je prvič drag, drugič pa temperaturno ni obstojen. Temu ni tako. Obstajajo specifične legure, ki temperaturno obstojnosti zadostijo vsem zahtevam in 900 stopinj je zelo velika obstojnost, kjer bom rekel, ne pride še do velike oksidacije. Primer, kakšne so razlike med titanovimi legurami. Na levi sliki je čisti titan po 100 urah pri visoki temperaturi v zraku, kjer je oksidacija bila zelo prisotna. Zgoraj je oksidna plast, potem pa je zelo prisotna rast zrn. Zrna rastejo in ko zrna zrastejo na določeno kritično debelino prereza, enostavno zadeva pa pusti in poči. Pri temperaturno obstojnih legurah pa je zelo majhna oksidna plast, se naredi in potem v bistvu oksidna plast je krhka, celo trdna in predstavlja še celo neko vrsto zaščite, ker tudi ne pride do rasti zrn. To je pa bistvena zadeva, da do rasti zrn pri visokih temperaturah ne pride in dejansko nosilnost materiala se ne manjša. Delo na konstantnem razvoju novih legur je bilo čez sam razvoj podjetja enih glavnih usmeritev. Trenutno uporabljamo različnih legur, 5, s tem, da imamo še 3 nove razvite legure, ki so še v fazi vpeljevanja. Tukaj pa zadeva prednost, ki jo imamo na tem področju, to, da mi lahko nove legure vpeljujemo na enostavnejši način v našo blagovno znamko preko naše mreže, kjer imamo pa pač neke partnerske odnose, pa neke projekte vezane na direktne dobavitelje, tam pa grejo čez faze testiranj in raznih durability testov, ki potem še potrdijo, da so take legure ustrezne in v bistvu to je ena glavnih, če lahko rečem, konkurenčnih prednosti. Prvič to, da teh legur na prostem trgu ne morete dobiti, katerikoli alternativni dobavitelji enostavno nimajo dostopa do teh legur, drugič te legure so zaščitene, niso standardne, tako da zadeva je zelo, bom rekel, zaprt krog in dejansko smo edini uporabnik teh legur na svetu pri teh dobaviteljih. Nerje večjih jeklih, skoraj ne bi izgubljal besed, ker po moje so dosti znane zadeve, uporabljamo večinoma te 3 legure, se pravi 304, 321 pa 309. Ena posebnost so pa tako imenovane Inconel legure, se pravi nikel-krom legure, pri Inconelu obstajajo različne serije, mi uporabljamo serijo 600.
Inconel je v uporabi v zelo specifičnih aplikacijah. Uporabil se je prvič pri nas leta 2002, to je na tej sliki, šlo je za MotoGP motor Aprilia, kjer so bile izredno visoke temperature preko 1000 stopinj. Inconel ima temperaturno obstojnost do 1400 stopinj sigurnih. In pri takih agregatih je potem zahteva po visoki temperaturi, tudi titan tam v bistvu ne zdrži, ali pa tudi nerjaveče jeklo je že zelo na meji. Pri Inconelu pa se lahko debeline tanjšajo, pa temperaturna obstojnost se potem izrazito veča. Ena zadeva je bila recimo na Aprilii, pa na Formuli 1 leta 2004-2005. Tukaj je bil auspuh razvit za BAR Hondo. Takrat bili smo dobavitelji leta 2004, skrivni dobavitelji, ker enostavno za blagovno znamko takrat nismo mogli nastopati na Formuli 1. In potem smo se tudi umaknili zaradi tega, ker je bila vstopnica enostavno prevelika za plačati in ostati kot viden dobavitelj ali pa viden sponzor. Vstopnica je bila taka, da promet podjetja v tistem času enostavno tega ni mogel prenesti, da bi bili prisotni. Inconel pa uporabljamo še danes v določenih racing aplikacijah, ampak zelo za specifične zadeve. Nekaj besed o samem razvoju, kako je strukturiran, kakšno opremo razvojno imamo za podporo. Imamo testirne mize za testiranje performans avtomobilov, motorjev. Tukaj gre za performančne teste, merjenje zahstojnih tlakov, temperatur, razmerja med gorivom pa zrakom v izpušnih sistemih. Imamo certificiran laboratorij za homologacijo emisij izpušnih plinov za motocikle, kar pomeni, da je zadeva certificirana, nimamo potrebe, da bi šli recimo v München ali pa Stuttgart delati homologacije, ampak dejansko jih delamo v hiši, ob prisotnosti certificirane osebe ze strani nemške ustanove. Izvajamo tudi dosti meritev na cestah. Tukaj gre v bistvu za mobilne meritve na progah z merjenjem vzbujanj na posameznih priključnih mestih izpušnega sistema, kjer uporabljamo temperaturno obstojne pospeškomire, tako da dobimo dejansko signal, ki se v nekem predpisanem ciklu prenaša in iz agregata in iz ceste na sam izpušni sistem. Te rezultati so potem ovrednoteni in dejansko dobimo nek input, na katerih mestih so kakšna vzbujanja na auspuhu potrebna. Pa nekaj manjših testirnih naprav. Ena zadnjih pomembnih mejnikov v samem razvoju je bilo, kako določiti, kaj je dober zvok pa kaj je slab zvok. Vem, da to ni zelo orodjarska tema, ampak dostikrat je vprašanje, kaj je zdaj dober zvok pa kaj je tipičen zvok za nek avto ali pa kaj je tipičen zvok za vašo blagovno znamko. To je konstantno vprašanje, to vedno dobimo. In potem začneš opisovati in potem to izgleda, kot da govoriš pravljico ljudem. In je tak, in je globok zvok, in je ne vem. To je kot en gospod z enega podjetja enkrat mi rekel, ja, to je kot da bi vino opisoval, ima cvetico, ima to, je res, samo kdaj je težko, je potrebno to nekako pomiriti pa kvantificirati pa imeti neko pametno primerjavo. In vsi vemo, da fizika pač je od zadaj, tako da dejansko smo velik fokus naredili na tem tako imenovanem sound engineeringu, pa kako razvijati specifičen tip zvoka za določene agregate. Tukaj je bilo predvsem področje na avtomobilih, ne na motorjih, na motociklih vemo, da zvok je sicer pomemben, ampak za voznika, ko ima enkrat čelado pa se pelje po avtocesti, je to na zadnjem mestu, ker ga noben ne sliši, še sam sebe skoraj ne bi slišal. Pri avtomobilih je pa druga zgodba. Imate zvok v kabini, ki se na nek način prenaša v različnih voznih režimih, imate zvok v okolico, pa imate zakonske predpise, ki jih morate zadostiti, zato da avto sploh lahko homologirate. In tle so ponavadi zadeve zelo različne. Imeti samo športen zvok, ki je, ne vem, pri visokih vrtljajih prijeten, je sicer fajn, ampak če imate neko tako konfiguracijo pri eni vožnji po avtocesti, ne gre. Je v redu pol ure, 3/4 ure, 4 ure, bo vsak izstopil ven z avta in bo konec. Ista zgodba je potem, kako zadostiti predpisom. Imate omejitve z hrupom, ki so pač zakonodajni predpisi in tega se ne da izogniti, ampak še vedno kako zadostiti predpisom, imeti v redu zvok v kabini, pa imeti športen zvok, pa biti tih, pa biti glasen, to ponavadi ne gre. No in pri samem spektralni analizi se dosti to barvo zvoka da kvantificirati. Da se narediti analizo, ki tudi zdaj pri nas delamo in se tudi zelo jasno vidi, kateri orderji
se pravi orderji v samega agregata, so prisotni v tipičnih agregatih, ali je to V8, ali je to V6, ali je to turbinski motor, ali je to atmosferski motor. In da se potem iz samih meritev nekih osnovnih konfiguracij sklepati nazaj in dejansko razvijati posamezne akustične elemente, ki se v izpušni sistem ustavljajo tako, da se določeni orderji pa določene magnitude zvoka na posameznih frekvencah dvigujejo oziroma spuščajo. In potem ta tuning zvoka je kar dosti dolgotrajna zadeva. Nekaj splošnega v naši razvojni pisarni, nič posebnega za navadno normalno strojništvo, se pravi, imamo 3D podporo modeliranja s ProInženirjem in pa Catijo. LS-Dyna software uporabljamo za simulacijo globokega vleka in tudi za neke trdnostne analize. PDM, informacijski sistem Windchill imamo za izmenjavo podatkov, pa še nekaj pač ostalih stvari. Velik poudarek pri nas, predvsem zato, kot sem že v začetku omenil, da imamo razvojno delo skupaj z dobavitelji na razvoju novih legurij in laboratorijev za materiale, kjer naredimo analize materialov potestiranih, delamo tudi analize zvarov za potrebe vzorčenj in kontrolo proizvodnje. Predvsem je pa tukaj, se pravi, spet to razumevanje obnašanja titana v posameznih določenih specifičnih primerih obremenitev, pa potem, kar se vrne iz testiranj, na kakšen način ovrednotiti prave rezultate, pa vedeti, ali material je ustrezen ali pa pač ni. Merilni laboratorij, ne bom izgubljal besed, za merjenje dimenzije, orodij, merjenje izdelkov za vsa potrebe vzorčenj in tako naprej. O tehnologijah, ki so bile bistvene za sam, pa so še vedno za sam razvoj podjetja, pa za izdelke, katere proizvajamo, bom rekel, bistvene zadeve so tiste tehnologije, ki so usmerjene v obvladovanje titana kot materiala. Tukaj gre tako za proizvodnjo titan cevi, za krivljenje titan cevi, za hladno preoblikovanje titana, samo varjenje titana v nekih, bom rekel, industrijskih količinah in pa za precizijsko litje titana. Zdaj, sama proizvodnja cevi, tukaj je taka malo bolj mogoče umetniška slika enega detajla naše cevarne. Marsikdaj so nas spraševali, zakaj pa vi sploh delate sami cevi? Ali ne morete vi na trg pa enostavno kupiti cevi na meter? Žal ne gre, ker se jih ne dobi. Ker če imaš patentirane legure in si ti edini kupec, jih ne moreš kupiti take legure cevi na trgu. Poleg tega imamo različne debeline, pa različne preseke cevi in enostavno največjo fleksibilnost imamo s tem, ko imamo cevno linijo oziroma cevarno pri nas in lahko dosti fleksibilno tudi spreminjamo različne dimenzije. Marsikdaj smo dobili tudi povpraševanje od naših dobaviteljev, da bi cevi delali za prodajo. Ampak enostavno v ta področja nismo šli, ker že za svojo potrebo v bistvu cevarna je dosti polno zasedena že, tako da bi samo cevi prodajali, do tega nismo nikoli prišli. Varjenje, robotsko varjenje, avtomatizirano varjenje, precej pri nas še vedno ročnega varjenja titana, kjer so neke določene male serije pa specifični izdelki. Posebnost hidroforming kot tak tehnologija je dosti znana, problem s hidroformingom pa s titanom je pa spet podoben kot problem z titanom pa preoblikovanjem v hladnem. Titan je anizotropen material, obnaša se drugačno v različnih smereh. Imamo material, dobimo v kojlih, se potem to razreže na določene plošče in že ena plošča se v različnih smereh različno obnaša, zato je zelo specifično, kako preoblikovati titan v hladnem, pa kako tudi preoblikovati titan z pomočjo hidroforminga, da dobite dobre kose. Ni problem narediti en kos, problem jih je narediti na 100 000, to je ta glavni problem. Nekaj detajlov iz livarne titana, to je tisto, kar sem vam že v štartu omenil, različni nanosi keramike, to so take mešalne posode, kjer se keramika konstantno meša, potem v bistvu robot namaka voščene modele in v končni fazi se potem zadeva v peči odlije. Livarna ima tudi svojo seveda kontrolo kvalitete, rentgensko in zdaj v pripravi tudi linija za kontrolo s penetranti po certifikaciji za EN 9100 standard. Nekaj tipičnih primerov odlitkov, to so odlitki samo za našo notranjo uporabo, se pravi razne hiše ventilov, prirobnice in posamezni detajli izpušnih sistemov. Tisti izdelki, ki so za prodajo, za medicinsko opremo, pa tako pač vam žal ne morem pokazati, ampak
če ne bi imeli livarne titana v fazi, ko smo vstopili v avtomobilski segment, bi bilo dejansko vstop v avtomobilski segment nemogoč, ker kompleksnih oblik takih z drugo tehnologijo kot z precizijskim litijem ne bi mogli doseči. Neko določeno kovanje, legur ali pa podobne zadeve v tem primeru niso prišle v poštev. V zaključek imam še lik 2 slajda. V bistvu podjetje kot tako je v zdaj 22 letih zraslo vedno iz produkta. In vedno so bile zahteve po tem, kako je podjetje raslo, bom rekel, pogojene z nekimi tehničnimi zahtevami naših strank. Ali so bile to neke zahteve tekmovalnih ekip, ali so bile to neke zahteve avtomobilske industrije ali pa motoristične industrije, da smo šli v investicije v nove tehnologije. Ali je bil to hidroforming, ali je bila to cevarna, ali so bile to razvoj novih legur, razvoj na področju samega razvoja izdelkov, nove storitve, nove podpore. In dejansko vsak tak mejnik pomemben, tako kot je bil mogoče pomemben mejnik v Formuli 1, ko smo šli na Inconel, ali pa z Aprilijo v MotoGP-ju, ko smo šli na Inconel, na nek spet nov material, je bilo to konstantno gonilo napredka in sprememb v podjetju. Podjetje ni raslo na osnovi tega, da se enostavno samo tržni deleži se večali, pa smo boljše prodajali, ampak so bili produkti tisti, ki so narekovali tempo rasti. Posledično so se dobro prodajali, ampak je vse izhajalo iz izdelka. Tudi blagovna znamka je iz izdelka nastala. Ni bila blagovna znamka kupljena, pa potem smo prodajali izdelke na račun blagovne znamke, ampak je bil krog sklenjen v tej smeri. No, in v bistvu danes smo prisotni in na motorističnem segmentu, in na avtomobilističnem. Dal sem sicer samo nekaj slik, kar je znanih na področju, predvsem zadnjih sodelav na področju tekmovanja, ali za tovarniškimi ekipami Yamahe, ali pa recimo DTM prvenstvo z BMW-jem, z Audijem, tudi z letošnjim letom. Zelo pomembno je bilo za nas tudi to sodelovanje z Audijem na avstralskih dirkah v Le Manu. V bistvu smo bili dobavitelj od leta 2010, 2012 smo postali pa šele uradni sponzor z nalepko. Ampak lahko uradno povemo, da smo že 3 leta prej dobavljali, tako da smo imamo take vrste pogodbo. Imamo pa partnerstva, v bistvu tudi na teh zahtevnih področjih se širijo, ker dejansko tudi tovarniška, če pogledamo samo tekmovalni segment kot neka zelo nišna zadeva, pa zelo specifična, pa so ekipe z velikimi resursi, enostavno vseh stvari v hiši ne morejo imeti. In neka specifika, kot je izpušni sistem, vejo, ok, mi pridemo do nekega nivoja, ampak je nekdo, ki ima pa še tisti gap znanja pa izkušenj več, in potem dostikrat pridejo k nam s temi zahtevami. In vedno bolj specifično znanje iščejo od zunaj. Zato se nam tudi partnerstva na teh področjih širijo, marsikdaj moramo tudi kakšnega zavrniti. Sicer to je, bom rekel, lepa skrb, dokler lahko probaš zavračati, pa mogoče malček nazaj tiščati, ampak dejansko je pa to ena ključnih stvari. Predvsem pa, če tako v prihodnost malček pogledamo, velike, pa vsi vemo, usmeritve po znižanju teže avtomobilov. In nekaj časa nazaj, mislim, da je bilo od leta 2012, sem se na enem sejmu pogovarjal z enim razvojnikom od enega podjetja in je rekel, mi smo vložili 3 milijone evrov v znižanje teže ohišja menjalnika na nek športen avto, se je šlo za 1,5 kila. 3 milijone evrov. Je rekel, imamo hudo velike težave z vzdržljivostjo. Sem rekel, ja, ok, to je res velika investicija bila. Ko smo pa šli, recimo mi v prvo vgradnjo za BMW Alpino B6 takrat in je bila direktno primerjava materiala titan pa njihov, pa v bistvu nerjevečje jeklo, se je pa teža avtomobila zmanjšala za 20 kil. Mislim, da kar je pri 3,5 metra dolgem sistemu, to toliko enostavno doprinese k znižanju teže. In pri športnih segmentih avtomobilov, kjer je že tako problem zniževanje teže, titan kot material vstopa tudi za take aplikacije vedno bolj, kar tudi mi vidimo v vsakem dnevu.
tako, upam, da je bila predstavitev ne preveč tehnična, sem hotel malček zapakirati neko celoto, bolj kot ne za eno tako širšo sliko. Hvala lepa. Uroš, hvala. Čakaj še malo. Vseeno, čeprav smo izčrpali skoraj ves čas, si bomo vzeli še za ene dve vprašanje. Če ni, ja, pravi. Logar Robert ABB. Mene pa zanima, kako uspete te legure zadržati sam zase. Mislim, imate najbrž pogodbe, kaj časovno omejene, patente in tako naprej. Te proizvajalci bi najbrž imeli od tega lahko še precej več potencialnih kupcev in kako uspete to zadržati. Ta glavni problem v bistvu, bom tako rekel, mi nimamo z njimi nekih ekskluzivnih pogodb, da oni lahko samo nam dobavljajo. Ampak dejansko konkurentov, ki bi te legure uporabljali v nekem industrijskih količinah, se pravi ne za narediti mogoče 1-2 sistema, enostavno jih ni. Ta glavni problem je v obvladovanju teh legur pri preoblikovanju in pri izdelavi cevi. In pri krivljenju cevi. To je ta glavni problem. So zelo slabo preoblikovalne legure. Čisti titan se lepo preoblikuje, specifične legure ostale, ne vem, grade 5 kot avionska legura, se preoblikuje, ampak to so izredno draga postrojenja. In če hočete priti za ceno, industrijsko ceno nekega izdelka na dost normalen nivo, je to zelo, zelo težavno. In se tudi veliki proizvajalci izpušnih sistemov, ki so, ne vem, dobavitelji, Boysen, Eberspecher, dobavitelji Audi v BMW-ju, enostavno titana se izogibajo, ker so izredno velike težave. In titan kot tak, prvi problem je preoblikovanje, drugi problem je pa konstrukcija sistema po specifiki titana, kako se titan obnaša. In je ena zadeva z drugim. Lahko samo tako, ker je bilo tako vprašanje. En drugi dobavitelj je recimo delal izpušni sistem iz titana, zadnji dušilec za Porsche GT3. Takrat recimo nas niso zbrali, so zbrali drugega dobavitelja. Ok, se zgodi, normalno. Ampak enostavno oni so naredili kaj? Oni so geometrijo dušilca z nerjavečega jekla 100% skopirali, samo material zamenjali. In dušilci so se razleteli. Enostavno so se napihnili kot balon in so začeli pokati in so imeli veliko poklice. Zato, ker ni copy-paste, ni tega. In poleg tega je pa tudi tako, te legure so tako specifične, da jih moraš tudi v veliki količini nabaviti od teh dobaviteljev. Da jih oni sploh naredijo zate. In če si ti nek majhen dobavitelj, kjer nima kapacitet po zakupu tega, da boš tako leguro kupil, je že to problem, jer kupiti ne moreš. Ker v bistvu mi dejansko moramo planirati te legure po 1 leto naprej. Ker mi zakupimo njihovo kapaciteto in takrat na liniji delajo samo to leguro za nas. In oni imajo pod neko minimalno količino, pač ne morejo iti, ker se jim ne splača, že z izmetom pa z vsem, da dobijo coil, ki je toliko pa toliko ton težek. Tako da dejansko ekskluzivnost je, ampak ekskluzivnost je v tej smeri, da težko najdejo koga drugega, ki bi sploh kupoval. Prosim. No, imamo še možnost še za eno vprašanje. Jaz bi pa rad vprašal, kako, če boste te legure uporabili tudi v letalski industriji, pa kako se bodo te obnašale pri zelo nizkih temperaturah? Ja, z letalsko industrijo je tako. Da boste en material za letalsko industrijo certificirali, verjetno vam v tem življenju ne bo uspelo. Ker to je dolgotrajen proces, to traja leta. V letalstvu so 2 legure. To je grade 5 in pa grade 9. S tem, da 99% vsi uporabljajo grade 5. To so materiali standardizirani, popisani, certificirani, obstajajo velike bukve z vsemi podatki in to letalska industrija uporablja. Kakršnekoli druge legure spraviti na avion je skoraj nemogoče. Tako da uporaba takih legur za neke strukturne dele ali pa za neke dele za, bom rekel, res ta pravo aviacijo, ne za neka ultralahka letala, ampak je utopično pričakovati, da bi lahko sploh uspeli tako leguro lansirati v aviacijo. Tako da te opcije praktično ni. Predolga pot je.
Prosim. Še kakšno? Hitro. Če ne, Uroš, Okej. najlepša hvala. Hvala.